Mesec sveti sem od Krna, v hrib in po poljani kiplje luč srebrna. Solze vidim, štejem vdove. Kam pa skrili ste grobove? Kje usadili svojim križ? Kaj jih iščeš po poljani? Kaj za njimi v hrib tiščiš? Naši v nas so pokopani, mi smo njih na grobni križ. Mesec maj, ki nas svojim cvetjem, toplino sonca in dolgimi večeri navdaja z optimizmom in voljo do življenja, je pred 70 leti na tem trgu doživel svoj najtemnejši trenutek. V omami komaj zadihanega miru in v pričakovanju obljubljenih boljših časov je bilo zbrani množici le malo treba, da so najprimitivnejši nagoni po maščevanju dobili polet. Pred zmanipulirano množico je stopil diktator in izrekel besede prekletstva, ki jih na tem mestu citiram zato, da nas grozljiva lahkotnost izrečenega strezni. Roka pravice, roka maščevalke našega ljudstva je že dosegla ogromno večino, a samo manjšemu delu izdajalcev se je posrečilo pobegniti pod okrilje pokroviteljev izven naše dežele. Ta manjšina ne bo nikdar več gledala naših divnih planin, naših cvetočih polj. Če bi se to vendarle zgodilo, bo to trajalo zelo kratek čas. Množice, zbrane tu in s pogledom uprte v balkon deželnega dvorca, so zadnjo soboto v maju 1945 še najbolj spominjale na jeruzalemsko hordo stoječo pred Pilatom na Veliki petek. Od tiste sobote pred 7 desetletji za zdaj za naš narod veljajo svetopisemske besede, ki jih iz poročila v Velikem petku lahko povzamemo po Mateju. Njihova kri na nas in na naše otroke. Danes smo tu zato, da ponudimo priložnost našemu narodu, da se zamisli nad usodnostjo besed. Po izrečenih besedah 26. maja 1945 je nastopila morija, ki ne prej in ne kasneje ni imela podobne tragedije v številu slovenskih žrtev glede na kratko dobo trajanja. Pa ni najhujša morija sama. Najhujša je domneva nujnosti in legitimnosti morije, ki ostaja med nami tudi zdaj, ko že davno molčijo puške, ko v zraku ni več sladkobnega vonja krvi in ko od človeških trupel ostajajo zgolj zasuta okostja. Danes smo tu zato, da slovenskemu narodu na osrednjem trgu državne prestolnice, kjer smo takrat doživeli izrek sodbe brez sojenja, povemo, da je potrebno prekletstvo začarane množice izpred 7 desetletij presekati in se vrniti v realnost kot dostojen in civiliziran narod. Danes smo tu zato, da javno in glasno povemo, mi strahu ne poznamo več. Osvobodili. Osvobodili smo se terorja, ki nam je prikrival usodo naših očetov, stricev, bratov, prijateljev. Nas preganjal s prepovedjo žalovanja za njimi, nam oduzel državljanske pravice in dostojanstvo, nas preklinjal in izobčil zaradi naših pokojnih sorodnikov. Na ta trg smo prinesli križe, ki na enem mestu združujejo naše fare in zamolčane žrtve morije. Ker po 4 stoletja še vedno ne vemo, kam naj gremo iskat svoje svojce, smo pred slovensko javnost postavili krščanske simbole trpljenja in odrešenja, križe, ter tako opozorili na razsežnost prizadetih. 167 far, 14.196 mrtvih iz nedokončanega seznama. In vsi so zdaj tu,
združeni z nami na kraju svoje obsodbe, nemo kričeči. Dovolj je brezčutnega in brezbrižnega odnosa države, ki z birokratskim mešetarjenjem skrbi za to, da se krivda naših pokojnih ne prekliče in da se jih kot drugorazredne anonimneže ohranja odmaknjene od dostojnega družinskega groba ali urejene skupne grobnice. Ti križi izzivajo vse tiste, ki iščejo upravičilo za poboje, da obrnejo svoj pogled sem in se zamislijo. Za pogled do zdaj ni bilo poguma. Na moriščih so jih gledali v tilnike, njihove grobove so sanitarno zasuli in odstranili sledove, da bi jih ne gledali. Njihova brezna so razstrelili in jih napolnili s smetmi, da bi jih kdo ne našel. Njihove jame so zazidali z betonskimi pregradami in postavili so stražo, da bi se kdo ne približal in česa ne videl. Njihova imena so prepovedali, spomin nanje izbrisali. Barbari! Da, tako so potrdili, da njihova kultura ni naša kultura. Njihovo mišljenje ni naše mišljenje. To so tujci, ne po jeziku, ampak po prepričanju. Tujci po prepričanju, da imajo pravico soditi, ubiti in izbrisati, ne da bi morali za to polagati račune. Tako so v svoji ideologiji nadljudje, ki so si polastili pravico odločati o življenju in smrti. To niso bili in še vedno niso naši ljudje. Barbari! Barbari! Ko se je sesula ideologija socializma in komunizma, v imenu katere je bil izvršen slovenski genocid, je ostalo zanikanje ter prikrivanja. Da, res mora biti grozljiva krivda, ki jo občuti tisti, ki se mora za taka dejanja opravičevati, četudi le sam pred seboj. Četudi so tu zemski privilegiji in časti herojev pripadali in še pripadajo v izobilju, je vendar jasno, da z vsakim dnem postaja življenje ječa, čas njerabel hudi. Prihaja dies irae, dan srečanja z žrtvami, dan polaganja računov, neizogibno prihaja vprašanje, kaj si storil. Zato pridite, zazrite se v naše oči, zazrite se v križe in olajšajte svojo dušo. Ne boste našli ne pogleda maščevanja, ne pogleda jeze. Ne boste našli drugega, kakor čakanje na vaš iskreni konfiteor, ki bo osvobodil ne le vas, ampak celoten narod. Dragi prijatelji, ko čakamo na dostojen pokop naših pokojnih in vrnitev njihovega dobrega imena, nam naj ti križi dajo opomin in moč, da spomin nanje utrdimo. Ko čakamo našo državo,